K ukrepom za obvladovanje krize in za prehod iz krize bliže normalnemu stanju smo tudi na področju zdravstva si zadali določene prioritete. In te prioritete so vezane prvič na informacijsko platformo, drugič so vezane na Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bi seveda moral prinesti ene sodobne spremembe, ki jih zdravstvo izjemno težko pričakuje. No in kot tretje pa je pomembno zavarovalništvo samo, torej zavarovalnice, organiziranost zavarovalnic, višina sredstev, stabilnost financiranja. In če se vrnem kar na informacijsko platformo. Nazadnje, ko sem bila v zdravstvenem domu pred kratkim, sem opazila, da na 3 točkah upisujejo podatke zame, vsaka sestra ali vsak zdravnik posebej, zato, ker sem recimo imela samo pregled krvi, torej laboratorijski pregled, kar pomeni, da 3 osebe zgubljajo čas v istem nadstropju, v istem prostoru, namesto, da bi informacijska podpora omogočala, da gre za enkratno vnos podatkov, ki se lepo arhivira, zaradi tega, da ima zdravnik, tisti zdravnik, kateremu priješ v obravnavo, stalen pogled potem tudi v zgodovino tvoje bolezni. Torej gre za to, da mi na najnižjih nivojih nimamo tega premika, ki ga je naredilo gospodarstvo 15 let nazaj, da nimamo tega premika k skrajševanju časa, k sistematizaciji podatkov, skrajševanju časa, ki ga seveda uporabljajo ljudje za prazno delo. Kajti to je prazno delo, da se prepisujejo eni in isti podatki nekajkrat in pri tem je tudi večja možnost napak, jasno, večkrat, kot nekdo nekaj opisuje, večkrat se zmoti, zato lahko pride tudi na koncu do napačnih posegov na posamezniku, kar se tudi zgodi, torej zmeda na tem področju je neskončna. Da ne rečem, da tisti avtomati, ki se jim reče kartomati, še vedno stojijo in so še vedno kot nujno zlo, torej najprej moraš svojo zdravstveno izkaznico potrditi na tem kartomatu, preden lahko greš zdravniku. Mi smo že v našem mandatu seveda imeli okrog tega velike razgovore z zavarovalnico, ki je odgovorna za to vrstno ureditev, ne samo, da je šla uvajati nove kartice in obljubila, da ne bo več teh avtomatov, kartomatov, istočasno je uvajala kartico in očitno jo še uvaja, ki ne pove nič drugega kot to, ali si zavarovan ali nisi. Torej kartico, ki nima nobene pameti. In še povrhu vsega, tudi če je že ta kartica brez pameti, tudi te danes ni možno uporabljati niti naravnost k zdravniku. Ne moreš iti naravnost ambulanto, ampak moraš iti do tega kartomata in seveda kartico ostaviti. To so neumnosti, ki dajejo oziroma ki jemljajo čas pacientom in ki jemljajo čas medicinskemu osebju, zdravnikom in tako naprej. In da se ne govorimo o višjem nivoju, tam, kjer bi se morala diagnostika iz zahtevnih naprav, kot so CT-ji, kot so MR-ji, prenašati do vseh tistih, ki so seveda odgovorni za pacienta, zato da nekdo ne bi rabil iz Velenja ali iz Topolšice recimo nositi po filmih v Ljubljano določenih rezultatov preiskav, ampak gre to lepo po elektronski poti, seveda usmerjeno, pravilno varovano. Do tega niti slučajno zdravstveni sistem ni prišel. In to zaradi tega, ker očitno ni zavedanja, kako pomembna prioriteta je to, in v gospodarstvu smo znižali stroške za uvedbo informacijskih tehnologij vsaj 10%, če ne več, in če bi danes to napravili v zdravstvu, potem ne bi rabili varčevati na pacientovih pravicah, ne bi rabili varčevati na prevozih pacientov, na zdravilih, ki jih bodo velik delež mogli danes plačevati in tako naprej. Torej, ta del je zanemarjen
jaz sem prepričana, da je ključen za obvladovanje stroškov, ključen je tudi za preglednost, da se enostavno vidi, kje denar odteka, ki ga seveda nikoli ni dovolj. In o kakršnih koli reformah govori ta vlada, ki zelo rada uporablja besedo reforme, ni pa na koncu rezultatov, tako kot jih v zdravstvu ni, kakršne koli spremembe se bodo dogajale, se bodo lahko dogajale le tiste, ki bodo zmanjševale pritok denarja, ne pa povečevale. In torej treba je računati s tem, da bo denarja za zdravstvo manj, ne več, glede na splošen padec družbenega bruto proizvoda. In ker je tak padec pri nas prihodkov družbenega bruto proizvoda, ker je ustvarjen tako velik deficit oziroma primanjkljaj v državni blagajni in ker se je vlada toliko zakreditirala v tem letu, smo tudi po besedah predsednika Evropske centralne banke prišli na dno evropske lestvice, kar se tiče ocenjevanja držav, oziroma smo ena izmed najbolj rizičnih držav v Evropi. Samo 2-3 so še slabše kot mi. Najbolj rizičnih držav, kar se tiče vlaganj in kar se tiče nasploh finančne stabilnosti. In če iz tega zornega kota to vzamemo, potem pomeni, da bo tudi v zdravstvu moralo priti do drugačnega pristopa, kot je danes, do pristopa, ki bo z temi sredstvi, ki so na razpolago, naredil enak obseg storitev pacientom, ne pa tega iz dneva v dan zmanjševal.